Pozdravljeni v odmevu tedna na portalu domovina.je. Slovenija je osvojila mesto v varnostnem svetu Organizacije združenih narodov za prihodnji 2 leti. Luknja v jezu Nova Kahovka v Ukrajini je povzročila katastrofalne poplave, vlada pa medtem vrta proračunsko luknjo in biznisira v energetiki. O vsem tem s kolegom Rokom Frelihom. Rok, pozdravljen. Lep pozdrav. Torej, pogleda si najprej, kakšno navdušenje je požel uspeh Slovenije pri glasovanju v Organizaciji združenih narodov. Skratka, Slovenija je dobila 153 glasov, nekoliko več, kot jih je morda celo pričakovala. Res, da Belorusija ni bila tako oster nasprotnik, pa vendarle so se bali, da bi se opekli, podobno kot leta 2008, ko nas je naposled prehitel Azerbajdžan. V takšnih primerih vedno obstaja neka tesnoba, neka negotovost. Po taki negotovosti je veselje, kot smo ga videli, kar na mestu, zelo upravičeno. Tudi sam bi izrazil veselje nad tem, da je trenutna vlada lepo zaključila projekt, ki ga je začela prejšnja. Je pa to nekako veliko, zadostno število glasov, kot so diplomati sami povedali, tudi posledica tega, da je Slovenija v vse večji polarizaciji sveta nekako igrala na karto naslednice Jugoslavije skozi oči neuvrščenosti in je bila kot taka tudi za širši krog držav, predvsem afriških, mogoče tudi azijskih in tako naprej, veliko bolj sprejemljiva. No, uspeh Slovenije pravzaprav so pozdravili na vseh polih slovenske politike, čestitke so deževale z vseh koncev. To je pravzaprav nekako skoraj da nenavadno za slovensko politiko, da je uspela se nekje glede enega vprašanja tako poenotiti, ne? Ja, mislim, da na tem mestu, da samo Urška Klakočar Zupančič, da je izrazila neko nestrinjanje, je pa neko nezadovoljstvo v bistvu. Je pa to eden od pokazateljev, da smo zmožni mogoče tudi oblikovati in uveljavljati v mednarodni skupnosti svoj nacionalni interes, če se dovolj poenotimo, če vemo, kaj delamo, če smo složni. Škoda, da na tak način k taki problematiki ne pristopamo večkrat. No, omenjaš Urško Klakočar Zupančič, je pravzaprav ona skoraj vsak teden postreže s kakšnim videoposnetkom, ki ga lahko potem tukaj analiziramo. Pogledaj, kako razočarana je bila nad tem, da so poslanci spregledali njeno parlamentarno diplomacijo. Resnično me žalosti, da ta dimenzija diplomacije včeraj ni bila omenjena in mislim, da je prav, da se tukaj to popravi. Upam tudi, da boste tudi mediji zaznali to komponento, ki je bila, komponento govorim o parlamentarni diplomaciji, ki je bila velikokrat pač spregledana ali pa celo zaničevana, je pa zagotovo veliko doprinesla k temu našemu skupnemu uspehu. Rok, kako si razlagaš to razočaranje, da pravzaprav nihče ni opazil tega, bom rekel, potovanj v Afriko v strganih kavbojkah, širokih dekoltejih in poskusov posvajanja goril in šimpanzin? No, z vidika neke državniške drže, z vidika neke resnosti lahko rečem samo hvala Bogu, da tega nihče ni opazil, ker ti izleti nekako niso bili na nivoju neke diplomacije, ampak so bili izleti in mislim, da nič več kot to. Mislim, da gospa predsednica se na teh svojih izletih ni seznanila z dejansko problematiko, ni ponotranila problemov, ne more tega projicirati v mednarodno skupnost in reševati nekih problemov, ki jih Afrika ima. In to je bolj ali manj izpadlo celo nespoštljivo do tamkajšnjih ljudi. In ja, kot rečeno,
naj čim manjkrat opazijo kaj takega. Skratka, naj se morda tudi sam parlament obnaša nekoliko drugače. Vendar morda še to, kakšno vlogo Slovenije lahko pričakujemo v tem varnostnem svetu, kot vendarle smo člani NATO, Evropske unije, pa včasih vendarle naša politika nekako simpatizira tudi z Rusijo, posebej še recimo strani nekih starost, kot so bivši predsedniki in podobni pisci raznih pisem. No, na tem mestu je potrebno biti previden, da ta naša neuvrščenost ne postane neopredeljenost v takih primerih, kot je recimo konflikt, kot je vojna v Ukrajini. Mi moramo zagovarjati svoje stališča, moramo stališča imeti trdna in jasna. Moramo pa seveda se zavedati, da če do sedaj Združenim narodom, Američanom, Nemcem, Kitajcem, ne vem komu, nekim velikim silam do sedaj še ni uspelo spraviti Ukrajinca in Rusa za isto mizo z nekim učinkom. Tudi Sloveniji verjetno tega ne bo uspelo. Imamo pa velike možnosti za kakšne pozitivne diplomatske učinke na področju varnosti v Afriki, v Aziji, reševanja problemov, kot je recimo okoljska tematika, prehranska tematika, ki so potencialni faktorji ogrožanja varnosti, ne nazadnje tudi Slovenije. No, vojna v Ukrajini vendarle bo na agendi varnostnega sveta verjetno tudi še v prihodnjih letih. Poglejmo si podrobneje, kaj se je ta teden dogajalo v Ukrajini. Situacija v Ukrajini je že več mesecev ozemeljsko gledano bistveno nespremenjena. Ozemlje, ki ga je Rusija zasedla že praktično od samega začetka in ga še vedno drži, vidimo na zemljevidu označeno z rdečo barvo. No, ta teden pa se je zgodilo nekaj, česar so se bali skoraj vsi analitiki, da bi se lahko zgodilo, pa se je vendarle zdelo nekoliko nepredstavljivo. Prišlo je do zrušitve jezu Nova Kahovka, ki je pravzaprav na reki Dnepr na meji tako med ruskim in ukrajinskim delom, na tem južnem delu. Poglejmo si morda, kako obsežna je to območje, torej jezero, ki je pravzaprav akumulacijsko jezero za tem jezom. Govoriva o... Jaz se nahaja recimo tukaj, naprej gor pa vidimo vodno površino, do kje se razteza. Vse je torej od same Kahovke do Zaporožja praktično nima voda nobene omejitve. Zdaj, ko je prišlo do zrušitve jezu, so bile posledice pravzaprav za območje dol vodno od samega jezu katastrofalne. Poglejmo si, za kakšne razsežnosti poplave pravzaprav gre. Torej, to je nekako pred samo poplavo območje in zdaj govorimo o zelo širokem tem polju poplavljanja. Tako, že pri samem jezu je reka tako široka, da so domačini včasih rekli, da imajo svoje morje, ker se ne vidi na drug breg, vidimo pa, da bolj kot gremo proti izlivu Dnepra v Črno morje, širše je to področje, ki se sedaj nenadzorovano poplavlja in vpliva na življenje ljudi in tudi na potek vojne. Kakšne posledice pravzaprav prinaša ta zrušitev jezu? Imamo več vrst katastrofe. Imamo humanitarno katastrofo, seveda odplaknilo je praktično, govori se tam nekje o 16 do 18 tisoč domovih. Imamo okoljsko katastrofo, imamo gospodarsko katastrofo. Vemo, da se je iz te vode sedaj onemogočilo namakanje nekaterih polj. Nekako najhujši del te katastrofe je pa ta, da je poplavljajoča voda odnesla veliko neznano število min, ki so sedaj posejane na neznanih krajih. Govoriva nekje o več 10.000 evakuiranih prebivalcih? Celotna poplava naj bi vplivala na življenja nekje okoli 100.000 ljudi, po ocenah. Kaj ukrajinska in kaj ruska stran, oziroma recimo, če začne z rusko, pridobi s tem, ko je ta jez pravzaprav zdaj uničen? Zdaj, potrebno je omeniti nekatera dejstva, in sicer, da je bil jez pod rusko upravo in da je Rusija v nekaj dneh prednje je jez popustil, zaprla zapornice, tako da se je gladina vode še znatno dvignila. Kaj pridobijo Rusi? Vemo, da je bila cesta na jezu edina trdna podlaga, preko katere bi
ukrajinska vojska lahko v spodnjem toku Dnepra v morebitni protiofenzivi prešla reko. Rusi, s tem, ko ta cesta ne obstaja več, so si zaščitili spodnjih 300 km fronte z zahoda. Tako da Rusi imajo tukaj zelo, zelo močno motivacijo potem, ker lahko sedaj na severu nekako od Vasiljevke do Donecka fokusirajo velik del teh sil, ki so prej bile prisiljene nekako pokrivati tudi ozemlje v spodnjem toku Dnepra. Vsaj za enkrat. No, vendarle pa tudi Rusi marsikaj izgubijo. Ne? Od same Kahovke je pravzaprav potekal ta kanal, ki je napajal celoten polotok Krim. Ne? Ki je bil pravzaprav neke vrste tudi povod ali pa eden izmed razlogov za vojno. Ne? Če si pogledamo na temle zemljevidu, ne? Torej vidimo, kje je potekal sam kanal, ki je pravzaprav s tem zrušitvijo jezu zdaj presahnil. Krim dejansko izsušil, povzročil je žejo. Kanal poteka v dolžini okoli 400 km, praktično skoraj da do konca Krima in predstavlja glavno vodno žilo, ampak očitno so Rusi bili pripravljeni tvegati tudi to na račun tega, da Ukrajinci do Krima za dalj časa ne morejo. Bi si upal špekulirati, kdo je odgovoren za to tragedijo? Glede na to, kdo več pridobi in kdo več izgubi, bi rekel, da Rusi. Pogleda si še težko pričakovano protiofenzivo, ki jo je tudi ukrajinska vojska že dalj časa napovedovala. Torej, kaj se dogaja na samem bojišču? Na spodnjem delu, na spodnjih 300 km bojišče trenutno bolj ali manj miruje. Imeli smo še celo nekaj dni, da tako rečem, premirja ob poplavah. Je pa res, da v osrednjem in pa v severnem delu bojišča Ukrajinci počasi pridobivajo nazaj svoje ozemlje, se pravi vas za vasjo, mestece za mestecem. Prigožin, šef Wagnerja, je pred časom naznanil, da ob takem tempu bodo Ukrajinci v doglednem času nazaj zavzeli svoj Bahmut in dejansko vse kaže v smeri obkolitve mesta. Zelo v oči zbode tudi ta neka neenotnost med različnimi faktorji v ruskih silah. Imamo na eni strani Čečene, Ahmad, imamo Wagnerja s Prigožinom in imamo redne sile, ki imajo med seboj dostikrat tudi oborožene konflikte, soočajo se s pomanjkanjem. Rusija ne more efektivno nadzirati svojega zaledja. Že tudi v južno od Donecka se je razvilo močno gverilsko-partizansko gibanje, ki bi lahko asistiralo z gverilskim bojem prodirajočim ukrajinskim silam. Kar pa velja omeniti, pa je to, da se bojišče seli izven ozemlja Ukrajine na ozemlje matične Rusije. Kjer lahko vidimo, da so ta območja kar zelo široka, ne, kot kaže ta naslednja. Tako, predvsem je tarča Belgorod, tudi Krasnodar oziroma Krasnodarska oblast in pa Brjanska oblast, kjer je predvsem aktivna ukrajinska zračna obramba. Pomembno je pa poudariti, da v Belgorodu in pa v Krasnodarju večinoma delujeta ruski enoti, sestavljeni iz ruskih državljanov v okviru ukrajinskih sil. To sta Legija Svoboda Rusije in pa ruski prostovoljni korpus, ki izvajata vpade večinoma na območje Belgorodske oblasti. Postavki, cilj teh vpadov, cilja sta dva. Prvič, uničenje nekatere infrastrukture, ki bi Rusom lahko koristila pri obrambi okupiranih ozemelj, in pa ustvarjanje bojnih razmer na območju Ruske federacije, kar pomeni, da bi se velik del sil, ki sedaj branijo fronto v okupirani Ukrajini, bi se moral potem premakniti nazaj na ozemlje matične Rusije, kar Ukrajincem predstavlja pač pot do lažje osvoboditve. Kaj to pomeni iz vidika morda jedrske eskalacije, vendarle govorimo o napadih na ozemlje Rusije, in pa kaj to pomeni za Putinov režim kot tak, recimo, da se mu dogaja pravzaprav vojna na svojih tleh? Putinov režim bolj kot tujci ogrožajo Rusi sami, v smislu Prigožina, raznih političnih trenj, raznih mahinacij, raznih planov, ki jih imajo nekateri močni politični faktori znotraj Rusije, ki so Putinu nasprotni, so pa enako vojni hujskači, ravno tako kot Putin. Se pravi, v razmerju do Ukrajine se politika ne bo spremenila, Putinov režim pa ogrožajo nekateri ruski faktori, ki bi se radi polastili tega ruskega trona. Zdaj, če govorimo tukaj o neki
nevarnosti uporabe jedrskega orožja bi rekel, da je vojna to grožnjo, ki smo se vsi najbolj bali, nekako prerasla. Nekako kljub temu močnemu delovanju osvoboditeljskih sil na območju Ruske federacije, do takšnih potez, niti do najav, niti do političnih izjav uporabe jedrskega orožja zaenkrat še ni prišlo. Upajmo, da pri tem tudi ostane. Je pa res, da je ruski vrh zelo, zelo nepredvidljiv. Poglejmo si še en vidik, in sicer Evropska unija je ta teden podaljšala blokado izvoza ruskega žita v Evropsko unijo, kar nekako nakazuje tudi težave pri vstopu same Ukrajine v Evropsko unijo. Kaj to pomeni za Ukrajino kot žitnico Evrope in za njen prihod morda v smislu prostega trga. Tu si Evropska unija zaenkrat še pridržuje neko pravico, da ne usrka ukrajinskega žita. Treba je vedeti, da to žito, ki sedaj preplavlja Evropo, da je bilo prvotno mišljeno za prodajo tretjim državam in po mojih informacijah pristanišča niso tega bila sposobna odpraviti naprej in je žito ostalo v skladiščih in preplavilo Evropsko unijo, seveda cenejše, kar pomeni preko teh špekulacij, to je nelojalna konkurenca evropskemu kmetu in nekako bo potrebno politično te zadeve uravnotežiti, kar pa ne pomeni, da je pa potrebno Ukrajino ustavljati na njeni poti do evropske integracije. No, slovenska vlada pa je med tem počela to, kar se zdi, da je pravzaprav njen primarni fokus, ustvarjala odlične pogoje za vrnitev Roberta Goloba nazaj v energetiko. Državni zbor je ta teden obravnaval zakon o obnovljivih virih energije, v katerem predvsem omogoča olajšano umeščanje v prostor, tudi recimo konkretno na vodne površine. Potem govori tukaj recimo zakonodajna pravna služba je zelo kritična do tega zakona, češ da ni skladen z ustavo in pravom Evropske unije. Jasno smo tudi v zadnjih tednih že videli stališče vlade, ki je izrazito kritična do recimo jedrske energije, pa tudi ostali vidiki, se pravi ostali viri, obnovljivi viri energije se v tem zakonu praktično ne pojavljajo, zgolj sončna energija. To je vendarle nek vtis vlade Roberta Goloba. Ja, potrebno se je zavedati tudi, kje Golob izhaja, iz katerega podjetja prihaja in kam se verjetno tudi vrača. Že pred volitvami je bilo slišati po raznih hodnikih in tako naprej, da naj bi bila ena izmed najvišjih prioritet vlade Roberta Goloba ravno ustvarjanje nekega monopola v določenem segmentu energetike. Vemo, Evropa bo namenjala v prihodnosti milijarde in milijarde denarja za zeleni prehod, ravno za vzpostavitev sončne energije, preko katere naj bi se napajala predvsem gospodinjstva. In tukaj, glede na to, kako ta vlada dela, ne vemo, ali bo naslednji mandat ponovno ista garnitura ali ne bo, se bodo ti ljudje, videli smo tudi v raznih pristojnih odborih sedijo ljudje, ki so prej delali z Robertom Golobom na Geniju in verjetno nekoč bodo spet. Verjetno gre celoten projekt v smeri, da Evropska unija v veliki meri pokrije zeleni prehod, ne glede na okoljske vplive, ne glede na zapostavljanje ostalih virov energije. Očitno se je Golobova vlada odločila, da ta projekt izpelje. Civilna družba na tem mestu je mrtva, kot da s tem soglaša, ne glede na problematiko. Pred dvema letoma smo imeli zakon o vodah, ki je pravzaprav omogočal nekako gradnjo kozovcev in kolesarskih stez. Tako, recimo. Pa smo imeli divjo bitko za referendum, zdaj nekako ni zaznati tega. Zdaj je pa zadeva je umrla. Enako, kakor tudi recimo pri Jankovićevi kanalizaciji, ne vidimo te leve aktivistične, okoljsko-aktivistične srenje, da bi se pojavila, da bi zavzela neka stališča, da bi nasprotovala. No, po drugi strani pa vidimo, kako je projekt lepo zapeljan v smeri vzpostavljanja monopola v določenem segmentu energetike. Verjamem, da jih neka jedrska energija ne zanima, ker nekako ni v tej sliki
obvladovanja tega fokusa, kar bi se dalo spraviti v nek srednjeročni monopol. Ja, nekako noben drug vir energije praktično v tem zakonu skoraj da ni omenjen, kot da bi Slovenija šla izključno samo še na sonce. Ja, točno. Medtem se recimo pojavlja tudi problem proračunske luknje. Zanimivo, v prvih 5 mesecih je vlada navrtala 226 milijonov evrov luknje v proračunu, za primerjavo to je 209 milijonov več kot v lanskem letu, pri čemer se pojavljajo še težnje, da bi se ti minusi še dodatno povečevali. Če omeniva samo nekatere v zadnjem času, vlada napoveduje novega letalskega prevoznika državnega, kjer so že zdaj jasni izračuni, da bo šlo za milijonske izgube. Potem ta poskus odprave oziroma zamenjave dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z obveznim državnim prispevkom tudi napoveduje neke luknje, ki bi jih potem ZZZS nekako pokrival iz proračuna, ki bi postal nekak bankomat za Zavod za zdravstveno zavarovanje. Tukaj gremo... Točno to. To bankomatstvo je zgleda, da to postaja ena od rak-ran Golobove vlade. Vse diši po tem nekem kanaliziranju javnega denarja v neke točke, kjer denar izpuhti, kjer denar izgine, pa naj se bo to v vidiku zdravstva. V zdravstvu smo že desetletja priča takšnim praksam. Ta nova praksa z zdravstvenim zavarovanjem bi bila spet ena od mnogih češenj na torti odtekanja javnega denarja v čudne sfere, nepojasnjene sfere. Enako bi pa lahko rekli tudi za novega letalskega prevoznika. Nismo videli niti ene projekcije, niti enega poslovnega načrta, kako naj bi vsa stvar izgledala, kakšna bo finančna konstrukcija, kakšne posle si lahko obetamo. Navsezadnje se nobeden niti strateško ni vprašal, ali to res potrebujemo kot 2-milijonski narod. Ne vem, mogoče da, če bi neka finančna shema, nek poslovni model omogočal neke dolgoročne dobičke. Ampak trenutno tega ne vidimo. Vemo pa, da se ta denar v takšnih in podobnih projektih zelo rad izgublja v nekih mrtvih točkah, v nekih sivih conah, ki nikoli niso razjasnjene. Na koncu se pa to financira vse skupaj iz davkoplačevalskega denarja. Ja, nekako še kljub subvencijam nihče od letalskih prevoznikov, ki so že zdaj obstoječi v tujini, nekako ne želi leteti na Brnik. Že to je en od pokazateljev, da nečesa ne delamo prav. Nemška gospodarska zbornica nas opozarja, tudi sicer glavni razlog tudi za to luknjo v tem prvih 5 mesecih je pravzaprav upad dohodka strani davka promet, davka od pravnih oseb, gospodarstvo torej plačuje manj davka, ker je nekako se ohlaja. Golob se sicer ob obletnici vlade hvalijo, kako so dobički rekordni, pa vendarle gre za lansko leto, letos pa se pozna recesija tudi že v Nemčiji. Nemška gospodarska zbornica opozarja tudi na to, da se podjetja vse manj odločajo oziroma se več odločajo za odhod iz Slovenije ali pa saj manj za razvijanje v Sloveniji. Točno, zdaj hvaliti se z lanskim letom, to je kot da se Golob hvali z nekimi učinki Janševe vlade. Če pa pogledamo učinke Golobove vlade, že od vsega začetka nastopa z neko do podjetnikov, do tistih, ki ustvarjajo kapital, ne nazadnje tudi do delovne sile, do delavstva, ima zelo agresivno retoriko v smislu dodatnih dajatev, obdavčitev, do teh vzvodov, ki bremenijo gospodarsko okolje, ki bremenijo navsezadnje tudi žepe posameznika. In normalno, da se podjetja odločajo, razmišljajo o odhodu. To so v bistvu pravi učinki vlade Roberta Goloba. Ne neki rekordni dobički, kot je povedal, ampak v bistvu dejansko podi podjetnike iz Slovenije na mesto. Po drugi strani smo pa priča nekim dvigom, neki rasti socialnih transferjev. Vlada se očitno ne zaveda, da največji garant za dobro socialo je močno gospodarstvo. Če pa hočemo imeti močno gospodarstvo, pa zato potrebujemo nizke davke.
Ja, ravno to opozarjajo, torej birokratske in finančne ovire. Več kot polovica podjetij ni zadovoljnih z delovanjem slovenske vlade, predvsem pa opozarjajo, da je enostavneje in ceneje recimo v sosednjih državah, kot so Hrvaška, Madžarska, Češka, odpreti recimo podjetje in delovati tam. Ne. Definitivno prehiteva nas tudi Srbija na tem področju, da ne govorimo o kakšnih Estonijah in tako naprej. Vendar se kaže, da brezplačnih kosil tudi v politiki še ni. Ne? Zdaj, predlog zakona, ki ga je vložil 8. marec, je sicer šel naprej, vendar s časovnim zamikom v leto 2027, češ da se lahko šole na to pripravijo. Kako si razlagaš ta? Da se bodo šole pripravili na brezplačna kosila. No, potrebno je omeniti, ta kosila niso brezplačna, ampak so javno financirana. To je pač, se stvar financira iz državnega proračuna. Ti zamiki so pa klasična poteza Golobove vlade, ker ne bo treba odgovarjati, ker takrat ne bo več na oblasti. Lahko pa se bodo pred volitvami pohvalili s tem. Ne? Tako, da so sprejeli nek zakon, nek okvir, ki naj bi bil za ljudi dober, ampak izvesti ga pa niso zmožni. Kot zanimivost v Levici vidijo povezavo med tem, da so recimo otroci lačni, češ v šoli, ne, in njihovo nepismenostjo oziroma slabo pismenostjo, kot se je pokazalo tudi v nekaterih testih, ne, da Slovenija pada na tem, ravno na področju pismenosti. Se ti zdi, da so v Sloveniji lačni otroci v šolah? Kot smo brali pred časom, mislim, da so nekateri še celo presiti. Glede na zavrženo hrano, glede na vse ostale okoliščine, ne bi rekel, verjamem, obstajajo marsikatere družine, ki nimajo dovolj, si težko privoščijo in takšnim normalno je treba pomagati. Bi pa na tem mestu, mislim, da velik doprinos naredila racionalizacija, preudarnejše ravnanje z sredstvi, tako z denarjem, kot pa tudi z hrano, ki za ta namen pač gre. No, zdi se, da se tega nekoliko začenja zavedati vodstvo Levice, ki je tudi v vladi. Stranka je imela to soboto kongres, del je bil zaprt za javnost, kar kaže, da so vendarle trenja kar precejšnja. Imamo neko vladno krilo in aktivistično levo krilo pod vodstvom Mihe Kordiša. Ne? Vendar kljub temu Luka Mesec opozarja, stranka je ostala tam, kjer je. Ne? Kaj to pomeni, da se je celoten politični prostor zamaknil v levo? To definitivno. Kar je bila včasih tretirana kot neka normalnost, to se je premaknilo zelo, zelo skrajno proti levi navsezadnje. In na koncu je Levica, ki je v svojih genih radikalna, se šteje kot normalna stranka, sredinska stranka navsezadnje, se skuša predstavljati, zato jim nekako manjka ta radikalni zagon, radikalno krilo, ki ga zdaj Kordiš pač poskuša ustanoviti. Dejstvo pa je, da recimo koordinator Mesec, ko je postal minister, je nekako vsaj deloma iz svojih, recimo temu rdečih socialističnih sanj stopil na polje realnosti, se je moral soočati z nekimi realnimi problemi in hitro človek spozna, da tiste sanje socialistične niso izvedljive in ne more obljubljati vse povprek. Tudi retorika se je umirila, njegova, Meščeva, in nekako, če gledamo skozi oči volitev, se zna zgoditi, da bi s to umirjeno retoriko in s nekim realnim pristopom Levica začela zgubljati svojo radikalno levo bazo. Zanimivo je, s tem Kordiševim momentom, s tem nekim novim revolucionarstvom, s tem novim radikalizmom, bi se pa znotraj stranke vzpostavila kot neka protiutež nekemu zmernemu mestu. Imamo pa tudi radikalnega Kordiša, ki je pa še tisti pravi revolucionar, ki bo mobiliziral in popeljal ljudske množice v lepši jutri. No, zanimiva mi je ta izjava zmerni mesec, ne, pa vendarle ta zmerni mesec ne, je omenil, da lahko do drugačne prihodnosti in morda tudi drugačne svobode pridemo, če se lotimo neohojenih poti. Kako si razumeš to drugačno svobodo? Zdaj, neuhojenje poti v drugačno svobodo, to mi nekako me spominja na Marksa, ki je pisal o tem, da na današnji generaciji leži breme mrtvih pokolenj in tako naprej. Se pravi,
tradicija je uhojena, neki preverjeni sistemi, nek konzervativizem je uhojen. Oni bi pa hodili po neuhojenih poteh, se pravi po teh nekega progresivizma, se pravi rušenja tega, kar je do sedaj obstajalo. Ali je to svobodno? Verjetno ne, saj večina ljudi nas se želi živeti v nekem normalnem, stabilnem, predvidljivem svetu, kjer se lahko družba normalno razvija. To, kar si omenil, to je po moje samo nek korak v smeri nekega idealizma, neke revolucionarnosti, ki se pa še nikoli ni izkazala kot dobro, kot pozitivno, kot nekaj vzdržnega, kar lahko gledamo, na kar lahko računamo, da bo dolgoročno obstalo kot nek vzdržen družbeni sistem. Sam ne bi podprl te ideje. In lahko vodi tudi v diktaturo, se zdi, ne, prav na to opozarja tudi Rok Svetlič v svojem ločenem mnenju glede zakona o RTV-ju, ki je bilo izdano prejšnji petek, če izpostavim sem nekaj točk, torej na laž postavlja, da ni bilo mogoče doseči vsebinskega dogovora, opozarja sta bili 2 kompromisni rešitvi, ki naj bi imeli 5 oziroma 6 glasov in da bi moralo sodišče odločiti z vsaj 5 glasovi, ker je s to odpravo zadržanja pravzaprav naredilo vsebinsko odločbo s tem, ko je pač odpravilo potem mandate obstoječemu. Točno tiste kompromisne, točno tiste kompromisne predloge bi bilo treba vzeti v obravnavo, bi se bilo treba od njih posvetovati, na vse zadnje o njih odločati. Zdaj to, da Ustavno sodišče odloča z navadno večino, če pogledamo to celotno situacijo, toliko časa so kockali, se izločali, hodili ven in noter in tako naprej, da je ostalo dovolj sodnikov, da so lahko odločili z navadno večino in to dejansko je politizacija. To ni več Ustavno sodišče, ki odloča nekako v interesu zakona, v interesu neke pravne države, v interesu nekega reda, ampak se je, kako naj rečem, razvodenelo. In upravičeno mislim, da dr. Svetlič govori o smrti pravne države, ker na vse zadnje v sodstvu je tako, da le to more dajati nek videz nepristranskosti. Sedaj, po vseh teh političnih igricah, po vseh nastavitvah, odstavitvah in tako naprej, tega vtisa sodstvo žal ne daje več, Ustavno sodišče več ne daje. Ja, nekako, če citiram Roka Svetliča, da gre za poraz institucij demokracije, opozarja pa tudi, recimo, da Ustavno sodišče sploh ni obravnavalo vloge dr. Gregorčiča, ki bi se moral pred sodiščem izjasniti o teh spremenjenih dejstvih, po katerih so odločali, s česar pomeni, da je sodišče iz varuha človekovih pravic pravzaprav postal varuh oblasti. To piše. Točno to. In to je zelo nevarno. To je zelo nevarno, ker na koncu pridemo do, da sodišče povozi stranko v postopku. Na koncu smo lahko pri tem, kot so rekli včasih, kadija tuži, kadija sudi. In to niso neki demokratični standardi. Bomo videli, kakšno bo sodba na Evropskem sodišču. Rok, hvala za današnje komentarje. Pri koncu so. Spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v tednu, ki se izteka. Podjetje Neuralink je dobilo dovoljenje Ameriške agencije za hrano in zdravila, da začne s preizkušanjem možganskih čipov na ljudeh. Izvajanje poskusov je zaenkrat omejeno na ljudi z določenimi omejitvami, a v Neuralinku imajo višje ambicije, ki sprožajo različne etične dileme. Proti nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu je bila vložena še ena obtožnica, in sicer zaradi tajnih dokumentov, ki naj bi jih po koncu svojega mandata odnesel iz Bele hiše na Florido. Gre za prvo zvezno obtožnico proti bivšemu predsedniku ZDA, ki pa morda ne bo zadnja. Pripravlja se tudi že obtožnica v povezavi z napadom na kongres in nepriznavanjem rezultatov volitev. Sodišče na Finskem je zavrglo tožbo finskih ekoaktivistov proti finski vladi, češ da ni naredila dovolj za boj proti podnebnim spremembam. Sodišče je ocenilo, da gre za politično odgovornost, ki jo politiki polagajo pred volivci na demokratičnih volitvah in ne pred sodiščem. Društvo Srebrna nit je zbralo potrebnih 5000 podpisov za začetek obravnave zakona o evtanaziji, ki mu ostro nasprotuje medicinska stroka. Pod peticijo za spoštovanje življenja in proti zakonu o medicinski zastopitvi ostrelih pa so podpise začeli zbirati v Gibanju za otroke in družine. V peticiji poudarjajo, da medicinska usmrtitev
je v nasprotju s 17. členom Slovenske ustave, da je njena uzakonitev motivirana z zmanjšanjem stroškov za zdravljenje in oskrbo starejših, predstavlja pa nevarnost za osamljene in drugače ranljive skupine ljudi, zdravnike pa sili v prelom Hipokratove prisege. Spoštovani gledalci, to je bilo vse v današnjem Odmevu tedna. Še več aktualnih novic in analiz pa si lahko preberete na portalu domovina.je in v tedniku Domovina. V prihodnji teden se znova vidimo v oddaji Odmev tedna, zato se ne pozabite naročiti na kanal, da ne spregledate naših novih oddaj. Če pa želite bolj aktivno podpreti neodvisno novinarstvo na Domovini, se lahko naročite tako na tednik Domovina kot na elektronsko verzijo portala Domovina. Ekipa Domovine vas vabi tudi na dogodek Domovina praznuje, ki bo 25. junija. Malo pred 8. uro pridite na športni park Vrhnika, kjer bomo obeležili slovesnost ob Dnevu državnosti, ki bo hkrati tudi praznovanje našega medija. No, mi pa se vidimo spet v petek v Odmevu tedna, tako da do takrat pa nasvidenje.